Kar takoj začnem z akcijo. Že prejšnji teden sem naredil reportažo na tekmovanju za znanje, ki ga organizira slovensko podjetje Unior ročno orodje iz Reč. Dijaki iz celotne Slovenije so se pomerili v izdelavi prikolice za moped, samo najboljša ekipa pa po svoji šoli priborila voziček z Uniorjevim orodjem. Evo ga, komisija zdaj zaseda. Padajo zadnje odločitve o tem, kdo bo postal veliki zmagovalec drugega tekmovanja za znanje. Gre malo pošpegati. Kako pa boste zdaj izbrali zmagovalca? Isto, to bo pa težka naloga, ker kakor smo videli, smo imeli kar enih par lepih primerkov, z komisijo smo že govorili, morali se bomo usesti in temeljito pogovoriti in se uskladiti, ker kakor sem uspel videti, imamo vsak svojega nekega favorita, ampak verjamem, da bomo zmogli in da bomo tudi zmagovalca našli. Kdo je zmagovalec, kako ste prišli do razglasitve? Konkurencija, kao što ste i vi vidjeli, bila baš gusta. Dugo smo vijećali, no uspjeli smo nekako se dogovoriti oko Ptuja da on nosi prvo mjesto, jer zaista su se dečki potrudili i drugi su, ali oni se baš onako ističu po nekim dijelovima prikolica. Zakaj su zmagali? Pa pobjedili su zbog nekih sitnica poput podizanja samih kotača, isto tako Unior plava boja, ovdje imamo i mjesto za Uniorov kofer, sve se to onako diže, spušta, baš je onako elegantno napravljeno. Ja, okej, se je bil tudi moj skriti favorit, tak lep je, dinamičen, še posebej so mi všeč tale aluplatišča, ki so obnovljena, popeskana, prebarvana v komori, pa še krasno rezervno kroma z napisom tule zadaj. Fino. Z razpletom sem seveda zelo zadovoljen zaradi samega dela, koliko smo dela vložili v to. Sem tudi nekako pričakoval to, ker smo koliko truda in ideje bilo vloženo v to, je res ogromno in smo veseli kot ekipa, da se je danes vse spletlo kot se je. Zdaj dobili ste cel voziček z orodjem, katerega pa ste najbolj pogosto uporabljali pri izdelavi vašega projekta? Pri izdelavi smo ogromno uporabljali ta voziček, ki ga imamo s sabo, se pravi Uniorjev Eurovision, ki nam je prišel zelo prav za, ne samo za orodje, ki ga ponuja, ampak tudi deluje kot dobra delovna miza za kakšne dele zložiti gor. Kako zelo prav vam bo prišla nagrada in kam jo boste postavili? Nagrada je zelo praktična, pomeni prav strojniška, ki nam bo v delavnica zelo prav prišla, kajti imamo zelo raznolike delavnice in vemo, da orodja ni nikoli dovolj. Tako da zahvala podjetju Unior za ta dogodek, za organizacijo, ker je vrhunski, ker je na naravni in upamo, da ga bojo obdržali in ga tudi prihodnje nadgrajevali. Zakaj pa je to dobro za vse te dijaki, takšni projekti? Naučijo se tega, da razvijajo lastno mišljenje, predvsem lastno mišljenje glede izdelav, izboljšav, že obstoječih, se takšne prikolice so obstoječe, se dajo kupiti, da nadgradijo tisto obstoječo, izboljšajo in tu je ta prednost takšnih tekmovanj, kot je tole recimo. Ja, mi naredimo to v sklopu naših ur prakse, struženje, reskanje, vrtanje, varjenje, rezanje in tako naprej. In seveda to, če so dijaki motivirani, da nekaj delajo tako, bi rekel, ciljno usmerjeno, je tak pouk čist drugačen, to je ko noč in dan. Ja, seveda, mlade je treba spodbujati, ker kdo pa bo šarafal vsa ta vozila, ki so na naših cestah. Ker 1 200 000 jih je in jasno je, da bodo vsi ti elefanti v prihodnosti pri svojem delu potrebovali, kaj? Ja, kvalitetno orodje.